Dragi gledalci našega YouTube kanala, spoštovani poslušalci našega podcasta, tokrat smo naš prispevek posneli na drugi lokaciji. Gre za prireditev, ki je pripravila Zveza borcev v čast 90. obletnice španske državljanske vojne. In tam sva s kolegom študentom Nejcem Rajterjem imela pogovor za publiko. Ob tem je bil potem tudi kulturni spored in prvi prispevek v kulturnem sporedu si boste lahko ogledali na koncu našega posnetka. Gre pa za najbolj znano priredbo španske pesmi, ki je prevedena in uporabljena tudi v slovenščini kot borbena pesem. Španija. Pred 500 leti država, ki ni para, država, ki vlada celemu svetu, skoraj celemu, bolj ali manj na vsaki celini je nekaj španskega, ne? Pod kraljem Karlom, država, v kateri sonce nikoli ne zaide, čeprav so to seveda tudi drugi potem govorili, da tudi v njihovih imperijih sonce nikoli ne zaide, ampak zdaj seveda smo 500 let kasneje, ne v tistem zlatem koncu 15. in 16. stoletja, ampak v začetku 20. stoletja, ko je Španija v popolnoma drugačni situaciji. Nekaj o tem bo povedal Nejc, jaz bom samo malenkost najprej širšega okvira postavil, kje smo v času med obema svetovnima vojnama. Prva svetovna vojna je bila pravzaprav samo še ena v seriji vojn na evropski celini, tokrat malo širša in malo večja in malo več mrtvih, bi grobi statistiki rekli, ampak seveda totalna. Ne pa tako totalna kot tista, ki je tej vojni potem sledila. Po vsaki vojni pride kolaps sistemov, tako zmagovalnih, seveda malo drugačni obliki, kot tistih, ki so izgubili. Španci so tukaj malo manj vključeni, zato ker se nekako niso intenzivno vključili v prvo svetovno vojno. Ampak so pa seveda mednarodne okoliščine, v katerih je bila Evropa med obema svetovnima vojnama, se seveda kazala tudi v Španiji. Kakšne so te mednarodne okoliščine? Trije totalitarizmi, kakorkoli jih želimo označiti, ali pa dve, tri specifične oblike vladavine, ena na vzhodu, ki se je izvila iz upora zoper neko vladavino, ki ni bila dorasla sistemu, ni bila dorasla razvoju, torej Sovjetska zveza. Ali na drugi strani v srednji Evropi dve veliki državi, pravzaprav obe relativno mladi, tako Italija kot Nemčija sta relativno sveži, nekaj desetletij kot državi funkcionirata, predtem je to prostor mnogih državic, ki na en način iščeta še prostor pod soncem, na drugi strani pa sta ta prostor že rahlo pokvarili sistem, ko sta bili seveda v prvi svetovni vojni, vsaka sicer na različni strani, ampak precej dobro tako ali drugače tepeni. In v teh državah se je rodilo nekaj drugega, popolnoma nasprotnega od tistega. Čeprav seveda ideje so bile iste, za narod, za bodočnost, za uspeh in tako naprej, samo poti sta bile malo različni, torej razvila sta se fašizem in nacizem, ki sta bila vse glasnejša v 30 letih, seveda tudi že zelo agresivna. V času, v katerem bomo začeli govoriti, oziroma bom dal zdaj Nejcu besedo, smo že v tem, da Italijani že iščejo kako Sredozemsko morje zopet postati Mare Nostrum, Nemci pa seveda iščejo pot Drang nach Osten ali kamorkoli že, samo povečati je treba svoj prostor. In v tem kontekstu bova imela potem tudi še eno razmišljanje o tem, ali se španska državljanska vojna je res uvod ali kakšni obliki je uvod v drugo svetovno vojno. Ampak za začetek, kaj je zdaj s Španijo? Kakšen je položaj v Španiji med obema svetovnima vojnama pred samo državljansko vojno? Prvo še z moje strani lep pozdrav vsem, zahvaljujem se tudi profesorju za ta prelep uvod in pa vprašanje. Sama situacija v Španiji med obema svetovnima vojnama je v bistvu dokaj kompleksna in tudi ne moremo govoriti o samo enem povodu za začetek državljanske vojne, ker se moramo v bistvu, da pridemo vse do tistega zadnjega povoda, vrniti kar ene dobrih 30 let, na ta prelom 19. in 20. stoletja, ko Španija res iz tega svetovnega imperija,
ker naenkrat postaja samo še ena izmed evropskih držav pod vladavino takratnega kralja Alfonza XIII. To je tudi čas, ko se načeloma v evropskih državah počasi države premikajo iz tega, da so neke liberalne monarhije v vedno bolj neko to postopno demokracijo in nekaj takega naj bi se zgodilo tudi v Španiji. Seveda to je bilo potrebno doseči zaradi vse perečih problemov, ki jih neka ta stara liberalna in konzervativna politika enostavno ni mogla rešiti. Zelo podobno se v bistvu dogaja tudi v Španiji. Edina stvar je, da je ta proces precej počasen in posledično tudi neuspešen. Zakaj? Ker je Španija bila tudi večinsko ruralna pokrajina, brez dveh urbanih pokrajin, o katerih lahko govorimo, se pravi v centru Baskije in pa Katalonije, je praktično vsa ostala Španija ruralna pokrajina, ki temelji na dveh temeljih takratne španske družbe, to je rimokatoliška cerkev in pa španska vojska z ogromnim številom oficirjev. Oba dva ta stebra sta tudi najbolj klerikalna od stebrov za države, kar potem tudi privede kasneje do nekih komplikacij. Ravno zaradi tega, ker se Španija ni zmožna preko neke te mirne tranzicije iz liberalistično proti konzervativistični politiki preleviti v neko zahodno demokracijo, pride tudi do konca vladavine Alfonza XIII. Zagotovo tukaj igrajo vloge še različni podvigi Španije v Maroku, ki se končajo že leta 1909 z absolutnim španskim porazom, pa potem kasneje ponovno še leta 1921 in ta prav leta 1921 nekako izpodrine tla kralju Alfonzu, katerega potem nasledi sicer s kraljevo podporo diktator Miguel Primo de Rivera, ki potem vzpostavi parletno diktaturo. Sprva sicer ta diktatura požene kar nekaj navdušenja, ker dejansko začne vpeljevati neke reforme, prav tako v bistvu tudi ugotovimo, da se počasi začne premikati ta politika liberalnih in konzervativnih taborov na zdaj tabor monarhistov in pa socialistično-republikanski tabor, katera sta kasneje tudi dva najpomembnejša tabora. Sicer po teh začetnih uspehih tudi diktatura Miguela Primo de Rivere ni uspešna, proti koncu 20 let tudi njemu upahne podpora, pride tudi do državnega udara, sicer neuspešnega. Tukaj bi mogoče pomenil še en detalj, ki sem ga prej pozabil omeniti, pa ko je profesor govoril ravno o času Prve svetovne vojne. Res je, Španija je bila v času Prve svetovne vojne nevtralna, so pa posledice Prve svetovne vojne zagotovo občutili vsi prebivalci takratne španske monarhije. Zato se leta 1917 v Španiji pojavi tudi prvo neuspeli državni udar in zatem še neuspela socialistična revolucija, ki je prva izmed mnogih, ki še pridejo. Po koncu diktature Miguela Primo de Rivere res pride do še ene leta 30, ki ni uspešna, ta pa že jasno naznani, da je potrebna tudi korenita politična sprememba in ta bo izvedena na volitvah. Na teh volitvah pa zdaj že jasno tekmujeta na enem polu socialistično-republikanska stran in na drugem polu monarhistična stran. Po rezultatu teh volitev bi bilo tudi jasno, ali Španija ostane kraljevina ali pa se prelevi v republiko. Z zmago socialističnih republikancev na volitvah seveda potem pride tudi do preimenovanja in preobrazbe Španije kot države. Razglašena je druga republika z letom 1931 in ta prva republikanska vlada začne izvajati tudi mnoge reforme. Govorimo o agrarnih reformah, spet ruralno, še enkrat omenim, ruralno naravo Španije. Dodatno pa reformira še dve stvari, in sicer tista dva stebra prej, se pravi vojsko in pa rimokatoliško cerkev, oziroma govorimo o neki težnji proti sekularizaciji. Seveda nekim tem starim elitam to ne ustreza,
Dodatno pa te reforme sicer potekajo, so pa relativno počasne, kar v bistvu tudi ni najbolj po pridu vsem entuzijastom na levem polu, ki so zdaj pričakovali korenite, hitre spremembe, za kar ta vlada vlada druge Španske republike ne zdrži prav dolgo, zdrži do leta 1933 in ravno zaradi teh neodobravanj počasnih reform, kar naenkrat tudi anarhisti v bistvu izstopijo iz tega dela levega pola na republikanski strani in abdicirajo naslednje volitve. Zato na volitvah leta 1933 zmaga desna reakcija, ki je ugotovila, kako grozna je lahko prihodnost, ki jo prinese leva republika, zato nastopijo enotno in na teh volitvah zmagajo. Po zmagi na volitvah jasno, kaj naredijo vse, kar so naredili prej, oni zdaj obrnejo, spet vračajo Španijo nazaj na neka ta stara pota in v tem trenutku tudi na levem polu ugotovijo, da je potrebna unifikacija. Neka unifikacija levega pola oziroma lep prikaz tega je mogoče leta 1934 stavka v Asturiji, kjer se asturijski rudarji, socialisti, anarhisti, komunisti, separatisti in tako naprej združijo in 14 dni vztrajajo v uporu, ki je sicer na koncu zatrt s pomočjo afriške armade, katero takrat že vodi general Francisco Franco in nam v bistvu tudi predstavlja neko generalko za kasnejšo državljansko vojno. Na vzoru v bistvu tega upora je potem leta 1936 ustanovljena tudi Ljudska fronta in na ponovnih volitvah leta 1936 februarja Ljudski fronti ponovno uspe doseči zmago. Tukaj pa je ena zelo pomembna stvar, celoten ta čas se je na obeh polih dogajala počasna, ampak konstantna militarizacija in radikalizacija. Zaradi zmage Ljudske fronte leta 1936 je to desna stran razumela kot praktično pogubno za Španijo, ali obstaja samo ena rešitev ali druga in praktično je vojna bila res že na dlani. V roku od volitev februarja pa do začetka državljanske vojne julija lahko naštejemo več kot 300 atentatov z političnim motivom, samo da si predstavljate, kakšen je dejansko bil občutek tistega časa. In zdaj, da pridemo čisto do konca tega v bistvu glavnega povoda, po katerem je na koncu mogoče res prišlo do izbruha oziroma je bil razlog enim, da so lahko s pučem pričeli. 12. julija je prvo ubit poročnik jurišne garde Druge republike Jose Castillo, ubije ga skupina 4 falangistov. Ljudstvo, prijatelji ubitega takoj zahtevajo pravico in aretacijo storilcev. Sicer storilci nikoli niso bili identificirani, je pa že isti večer aretiran Jose Calvo Sotelo, eden izmed najpomembnejših predstavnikov desne reakcije in na poti na zaslišanje tudi ubit. In to je bila tista zadnja stvar, po kateri je puč, ki se je v bistvu tudi že od volitev pripravljal, dobil tla za začetek. Jasno je tudi bilo, da v bistvu sama vlada ni zmožna nadzorovati vsega, kar se trenutno dogaja, in potem je 17. prišlo do invazije iz severnega Maroka. Hvala. Zdaj, pred naslednjim vprašanjem morava kljub vsemu nekaj povedati o sami vojni, da ne bomo samo o okoliščinah in pa o času po njej. Torej zdaj, 17. julij 1936, začetek upora, če temu tako rečemo, ali pa napada vojske iz Maroka in z Kanarskih otokov. In konec 1. aprila 1939, ko pač nacionalistične sile zasedajo, oziroma republikanske sile se predajo oziroma nehajo boriti. V teh, to je zdaj 2 leti in 9 mesecev, imamo malo manj celo,
intenzivne boje na različnih področjih, premikanja fronte v korist enih in drugih, ne. Bo Nejc samo to na kratko povedal, jaz bom samo še nekaj o mednarodnih okoliščinah tukaj zraven povedal, ne. Že nekaj dni, oziroma precej hitro po samem puču oziroma po začetku vojne, francoska vlada, takrat je v Franciji na vladi Ljudska fronta, ki jo vodi Léon Blum, pomaga republikanskim silam. Vendar se to konča, ne bomo zdaj rekli skoraj hipno, ne, ampak absolutno prehitro, ne. Torej, pomoč, ki je iz Francije prihajala republikanskim silam, je ustavljena. Celo Francozi pridejo na idejo, torej Blum, da bi mogoče vsi se zadržali v intervencijah. To se tako lepo sliši, da ne more biti res in seveda ni res, ne. Intervencije nekako so prikrite ali pa samo omejene, ne. Republikanska stran ima na svoji strani kot tistega, ki jim resnično pomaga vsaj v določenem delu, tja nekako do konca leta 1938 Sovjetska zveza, tako z opremo, kot seveda tudi z ljudmi, predvsem pa z opremo, ta je bistvenejša. Na drugi strani pa seveda nacionalistične sile, ki jih nekje od jeseni 1936 bolj ali manj vodi že Franco, ki sicer v samem začetku ni prva oseba tega puča. Ti pa imajo seveda na svoji strani dve sorodni gibanji, ki sta seveda v smislu vodenja države pravzaprav zdaj pomoč dveh držav, torej gre za Italijo in pa za Nemčijo. Oboji seveda pomagajo z vojaško opremo, tudi z različnimi intervencijami, pri katerih je seveda vsem verjetno najbolj znana tista, ki je poznana manj po tem, da bi v tistem kraju karkoli tega videl, razen en spomenik, kaj drugega pa ne, ampak bolj predvsem seveda po tistem monumentalnem slikarskem izdelku Pabla Picassa. Gre seveda za svetovno znano bombardiranje Gernike kot prvega mesta, ki ga je vojaško letalstvo popolnoma uničilo, pri čemer mesto ni imelo nobene vojaško-strateške omembe vrednega položaja. Torej, mednarodne pomoči načelno ni, niti je ne more biti v tem smislu, ki ga lahko vidimo seveda tudi danes, če stvar malo aktualiziramo, ne. Antonio Guterres danes lahko karkoli reče, kjerkoli že, ne samo v New Yorku, v generalni skupščini ali pa v varnostnem svetu, ampak je to po domače Slovenci bi temu rekli kot bob ob steno. Približno enako učinkovitost je bila pravzaprav seveda še manjša, to ker struktura in oblika funkcioniranja Društva narodov drugačna, kot je zdaj OZN, ampak Društvo narodov že v osnovi ni moglo niti približno takšno smeriti, kot je pred desetletji lahko šel OZN, tako da pravzaprav Društvo narodov je tukaj popolnoma nepomemben faktor. Torej, na kratko, od julija do aprila te 2 leti in pol, kaj se približno dogaja? Mogoče prvo, ena zelo pomembna stvar, ko govorimo o tem non-intervention agreementu oziroma o politiki neumešavanja. Verjetno je prav ta na koncu dejansko tudi prinesla zmago generalu Franku, kajti vojska se je ob začetku puča, vključno z mornarico, letalstvom, tudi z jurišno in civilno gardo in tako naprej, razdelila precej polovično. Celo malenkost je bilo številčno na strani republike, je pa bila v Severni Afriki zelo močna afriška armada, katera pač v Španijo, ker je spet tudi mornarica večinoma ostala na republikanski strani, ne bi mogla dospeti. Zakaj to dospe? Ker kljub temu, da sta Nemčija in Italija podpisnici politike neumešavanja, že praktično od začetka podpirata puč in z letali potem transportirata tudi te pripadnike afriške armade v Španijo. Bojevanja in bitke na začetku so bila dokaj huda.
Sicer je bila ideja počistov, da bi že do 22. Julija uspeli nadzorovati vso Španijo, ker niso pričakovali hudega odpora, vendar je uspelo Španski republiki z pomočjo oboroženega ljudstva, katerim je bilo razdeljeno orožje, obraniti najpomembnejše izmed vsega, predvsem Madrid, in tako je bila potem v bistvu počistična vojska ujeta v položaju, ko ni nadzorovala cele Španije, niti v bistvu enega dela, ki bi bil med sabo povezan. Bila je zadržana na, se pravi, jugozahodu in pa na severu Španije. Seveda jim je s časom potem uspelo ta dva dela povezati, kar je omogočalo potem tudi močnejšo ofenzivo in pritisk, tako da je potem proti koncu leta 1937 tudi celoten sever Španije, vključno z Baskijo, padel pod nacionalistično oblast in potem praktično do konca so, kljub temu, da vse nacionalistične ofenzive niso bile uspešne, so pa bile zelo konstantne, kar je potem omogočilo, da je praktično konec februarja padel tudi Madrid in posledično druga Španska republika. Kljub temu je republikanska vojska, vključno z mednarodnimi brigadami, izbojevala nekaj velikih zmag. Recimo ena izmed večjih je bila bitka pri Guadalajari, kjer je uspelo republikanski vojski skupaj z pomočjo mednarodnih brigad, predvsem brigade Garibaldi ter pa brigade z slovenskimi prostovoljci, izbojevati ključno zmago proti italijanski vojski, ki je bila poslana v Španijo, Cuerpo Trupe Voluntarie, in po tej zmagi je prišlo tudi do konkretne oziroma korenite reorganizacije tudi te italijanske ekspedicije. Mogoče tukaj še ena relativno pomembna stvar, ko se govori glede bojevanja. Ena izmed glavnih stvari, zakaj je na koncu nacionalistični vojski tudi uspelo izbojevati to končno zmago, je, da je nekako uspelo generalu Franciscu Francu zelo dobro poenotiti vse skupine, s katerimi je deloval. Se pravi, govorimo od afriške armade do falangistov, do karlistov, do vseh ostalih skupin, ki jih je bilo malo morje, ampak jih je uspel združiti pod eno zastavo, kajti vsi so videli največjega sovražnika v drugi Španski republiki in tem brezbožnem komunizmu, medtem ko na drugi strani tekom vojne je prihajalo tudi do vedno večjih razdorov med različnimi skupinami na republikanski strani, do tega, da smo praktično na koncu vojne imeli v Barceloni spopade med anarhisti in komunisti. Kljub temu pa so razne te oborožene milice, komunistične, socialistične in tako naprej, zadolžene za začetno obrambo Španske republike. Prej sem že omenil en umetniški izdelek, ki je svetovno znan. Zdaj pa kot uvod v naslednje vprašanje bom pa omenil še en izdelek, ki vizualno mogoče je znan tudi vam, ne vem, če nujno vsi vemo tudi, kdo je avtor fotografije. Gre pa za eno ikonično fotografijo mislim, že iz jeseni leta 1936, ki jo je posnel Robert Capa, oziroma ameriški fotograf madžarskega rodu. Gre za znano fotografijo, ki ste jo verjetno vsi videli, torej vojaka, ki pada v znak z razširjenimi rokami in iz desne roke mu pada puška, slika nosi naslov Smrt republikanskega vojaka, čeprav ni nujno, da smo povsem prepričani, da gre res za republikanca, lahko gre tudi za nacionalista, v glavnem gre za smrt vojaka. Pa bom to zdaj uporabil, ker vojak pa uniforma, ne, da bom Nejca vprašal, kaj je ta tam desno od naju dveh? Ne?
Ja, mogoče, če se na hitro še tega dotaknemo, to je bil del mojega diplomskega dela. Analiziral sem tudi opremo, uniforme slovenskih brigadistov. Zdaj, tole je neka zelo, recimo, klasična uniforma, ki bi jo lahko nosil slovenski prostovoljec v mednarodnih brigadah. To še poudarim, mogoče, da ne bo kdo mislil, nič od tega tukaj ni original, vse so replike. Je pa bila uniforma skoraj vedno, v bistvu od konca leta 1936 naprej pa do konca sestavljena iz takšne kratke jakne, imenovane kazadora. Nekako sta obstajala dva tipa. En je bil malo daljši, en malo krajši. To je v bistvu jakna, ki je bila šivana po zgledu takratnih kratkih smučarskih jaken in zelo popularna med najrazličnejšimi prostovoljci iz vseh držav. Pod njo seveda bi nek prostovoljec nosil neko popolnoma navadno srajco, ta je bila lahko vojaška, ogromno je bilo tudi civilnih, in pa takšen usnjen opasač z 3 nabojnicami, ena je še na zadnji strani, ki so pač služile shranjevanju nabojev. Seveda obvezna oprema je bila še čutara za vroče spansko podnebje. Poleg tega pa recimo zelo popularno pokrivalo med slovenskimi brigadisti črna, rjava ali kaki beretka. Nekateri, to smo danes tudi že slišali, govorijo, da je španska državljanska vojna uvod v drugo svetovno vojno. Jaz imam tukaj malo dileme, bomo videli, kakšno mnenje ima Nejc. Druga svetovna vojna je seveda imperialistična vojna in seveda tudi ideološka, ampak španska državljanska vojna pa v osnovi ni imperialistična v smislu zasedanja tujih ozemelj, tako da v tem kontekstu je tukaj rahla diskrepanca med špansko državljansko vojno pa med fašistično ali pa nacistično agresivno ali pa japonsko agresivno politiko. Tudi moje mnenje je, da je to v bistvu dokaj dvorezno vprašanje, zaradi tega, ker po eni strani res lahko govorimo o tem, da je španska državljanska vojna praktično bilo igrišče za te vele sile evropske, nacistične in fašistične, ki so na španskih tleh takrat probavala najrazličnejše nove vojaške tehnike in tako naprej. Medtem ko po drugi strani je sam konflikt že v osnovi, tudi v tem prvem vprašanju, ko smo govorili, nekako res vezan zelo specifično na Španijo. Tudi recimo ta španski fašizem v obliki recimo falangizma pravzaprav ni kopija italijanskega fašizma ali pa nemškega nacizma, ima neko svojo karakteristiko, tudi recimo skupine, kot so karlisti. Takih skupin v konfliktu druge svetovne vojne ne zaznamo, vsaj ne v vidiku, kot so, oziroma v teži, kot so jo oni nosili tekom španske državljanske vojne. Je pa prav zagotovo res, da se je v španski državljanski vojni marsikaj preizkusilo, kar se je potem tekom druge svetovne vojne učinkovito ali neučinkovito uporabljalo. Španija se s špansko državljansko vojno ukvarja še danes. In še več se je pravzaprav v desetletjih pred današnjim dnem, o čemer zagotovo veliko ve tudi bivši veleposlanik. Po samem koncu vojne je seveda na nek način morda na srečo za Španijo prišla druga svetovna vojna, v katero se ona ni neposredno vključila, tako da so v bistvu frankisti brez težav uredili zadeve. Kaj zdaj uredili zadeve pomeni, med drugim, to je seveda zdaj zelo grobo in nesramno na ta način reči, ampak še 200,000 so približno dodatno pobitih nasprotnikov. Je pa Španija še kar nekaj let po drugi svetovni vojni, tudi seveda zaradi sicer podpore Nemčiji in Italiji, neka črna ovca. To je do začetka 50-ih let je Španija torej črna ovca v mednarodnih odnosih, potem pa se začnejo z njo vzpostavljati različni stiki, recimo Američani, neke kredite in podobne zadeve, potem seveda ekonomski razvoj Španije, predvsem v 60-ih in 70-ih letih, ki se podpre z turizmom.
Samo spominjanje na vojno je pa zelo nenavadno. Ne? Mogoče bo kdo videl celo kakšno usporednico. Ne? Tam že kmalu po koncu državljanske vojne, in to je potem trajalo skoraj 20 let, so v severno od Madrida zgradili velikanski kompleks, tako imenovan Dolina padlih, v kateri je pokopanih 40 000 vojakov obeh strani. Torej obeh. In na čudnost takšnega spomenika kaže tudi, ali pa na perfidnost, ki so jo hoteli doseči, ne, kaže tudi napis, ki je bil na enem od objektov tam. Ne. Napis je bil pravzaprav, lahko bi rekli, nevtralen, kako je že, za Boga in domovino, ne, oziroma padli za Boga in Španijo. Ne. Ampak to je bil frankističen slogan. Ne. Torej, verjetno oni, ne vem zdaj, kakšno je razmerje pokopanih pa republikancev pa nacionalistov na tem spomeniku, tisti, ki so padli kot republikanci, najbrž niso navdušeni nad napisom, če bi seveda lahko to izrekli. Ne. Tam je bil potem po svoji smrti 20. novembra 1975 pokopan tudi Francisco Franco. Po demokratizaciji, ki je potem sledila, Španija je kraljevina, od leta 1969 je bil dedič prestola kasnejši kralj Juan Carlos, njegovega očeta so preskočili, torej sina Alfonsa so preskočili, ker to ni bilo Franku všeč, in je potem Juana Carlosa, ki se je priklonil frankizmu pravzaprav, je postal kralj potem po njegovi smrti. In Franco je bil vse do leta 2019 pokopan na tem pokopališču, ko ga je socialistična vlada potem izvedla izkop in pa prekop na pokopališče v Madridu. Tako da, različne druge dediščine so še tega obdobja, o katerih ne bomo več, pa se bomo zdaj preusmerili v vprašanja o Slovencih in španske državljanske vojni, pa o morebitni naši dediščini. Morda samo še eno stvar omenimo, ne, ki je aktualna pravzaprav še vedno tudi danes v Španiji, ne, tako imenovani otroci, ugrabljeni otroci na različne načine, ki so bili odvzeti republikanskim družinam in podobno, v porodnišnicah razglašani, proglašeni za mrtve in seveda potem predani, ker je bila mati seveda neprimerna za vzgojo pravega Španca tistega časa, seveda otrok predan v vzgojo v neke druge družine. Danes smo že slišali neko številko, kako je zdaj z prisotnostjo Slovencev, seveda v okviru jugoslovanskih brigad v državljanski vojni v Španiji. To je bilo v bistvu tudi moje glavno in tudi najtežje vprašanje za odgovoriti, ko sem pisal moje diplomsko delo, kajti ni zares točno jasno, točne številke, kakšno je število slovenskih posameznikov, ki so prišli v Španijo. Zdaj, vsi razlogi so vam najverjetneje jasni. Mnogo od teh ljudi je prišlo, kot je bilo že prej omenjeno, iz vseh krajev sveta. Jasno govorimo tudi o politiki neumešavanja in potem takem v bistvu ni bilo dovoljeno, ti nisi smel potovati v Španijo, se pravi, so ljudje potovali pod raznimi aliasi in tako naprej. Obstajajo sicer neki zapiski napravljeni po drugi svetovni vojni, ki navajajo španske borce. Zdaj, številke, ki sem jih jaz zasledil, so vse od tam 280 pa do skoraj 600. Neka najbolj realna, ki sem jo kasneje uporabil tudi v diplomskem delu, je 534 prostovoljcev. Za nekatere se je enostavno ugotovilo, da so zapisani kdaj po dvakrat, ali pa je zapisan s svojim pravim imenom, pa potem še s svojim aliasom in tako naprej. So predvsem sestavljali sprva tisto 15. brigado, kasneje potem tudi 129. mednarodno brigado, v kateri so znotraj druge čete
Ivan Cankar izvajali tudi različne naloge. Poleg tega tudi po razbitju oziroma razpustu mednarodnih brigad, ki se je zgodil konec leta 1938, da bi si republikanska vlada nekako zagotovila boljše izhodišče za pogajanja, so še nekateri naprej delovali v Španiji, ustanovljen je bil tudi balkanski bataljon, ki pa zares ni zaživel prav dobro pred koncem same vojne. Mogoče še zanimiva stvar, ki sem jo ugotovil tekom svojih raziskav, geografsko je največ od prostovoljcev izhajalo iz primorske regije, kar je povsem logično, ker so te ljudje že na lastni koži izkusili v bistvu roko fašizma in posledice fašizma. Povprečna starost prostovoljcev, jasno tukaj je še ena pomembna stvar, ni za vseh 534 prostovoljcev vseh podatkov, tako da za tiste, ki je pač to neka statistika. Povprečna starost je bila nekoliko čez 32 let, seveda bilo je tudi potem mnogo mlajših in pa tudi nekaj starejših. Mislim, da najstarejši slovenski prostovolec je bil rojen 1882. Tudi če govorimo poklicno, vam bo odgovor zelo jasen, iz kje jih je bilo največ. Največ je bilo delavcev, zatem rudarjev, jasno ljudje, ki so razumeli socialni problem, dodatno pa so recimo v Španiji videli ne zgolj boj proti fašizmu, ampak še eno možnost za v bistvu pravičnejši svet in rešitev socialnega vprašanja. Zanimivo recimo od poklicev je tudi, da je od teh 534 prostovoljcev 8 bilo učiteljev, 8 študentov, 5 dijakov, 1 zobozdravnik, 3 piloti, 3 mornarji in tako naprej in tako naprej. Koliko pa je padlih? Ja, tudi podatki za padle niso popolnoma jasni, nekje spet manjkajo, nekje enostavno piše, da je oseba samo pogrešana, ne ve se, ali je zdaj pogrešana v Španiji, ali je to potek čas druge svetovne vojne. Za tiste, ki je pisalo, da so padli v Španiji, govorimo o okoli 240 prostovoljcih. So bile njihove izkušnje zelo pomembne ali so pretiravali v pomenu teh izkušenj, ki so jih potem uporabili v času druge svetovne vojne? Zdaj, če govorimo čisto iz taktičnega vidika, taktika bojevanja, ki se je uporabljala v španski državljanski vojni, ni zares primerljiva z taktiko partizanskega gverilskega bojevanja v Jugoslaviji in Sloveniji tekom druge svetovne vojne. Zagotovo pa so v prvih mesecih začetka upora proti okupatorju in gibanja OF izkušnje iz Španije prišle še kako prav. Zagotovo je tukaj prav prišla tudi dejstvo, da je komunistična partija Jugoslavije in Slovenije že več let delovala v ilegali. Te ljudje so tudi, ko so šli v Španijo, v ilegali praktično prišli do tja in ta neka izkušnja zgolj biti v boju je zagotovo v uvodnih delih gibanja OF prišla še kako prav. Omenjeno je bilo prej prepoved odhoda v Španijo. Mislim, da so jugoslovanski potni listi imeli omejitev, ne velja za Španijo, recimo kot ovira za formalno, uradno prestop meje med Francijo in Španijo. Danes smo v domu španskih borcev, oziroma zdaj so španski borci, ali kako je že zdaj uradno ime tega prostora. Nekoč je bilo seveda prostorov, institucij, lokacij, ki so nosila imena povezana z špansko državljansko vojno in z osebami, ki so z njo povezana, seveda številčnejša. Osnovne šole, ki so se imenovale po Miha Pintar Toledo, recimo. Odkot ta Toledo je popolnoma jasno, ta je zagotovo mogel biti Španec, če nima smisla ta povezava. Kakšna stvar je še ostala? Tisti, ki so bili povezani z NOB,
so seveda bolj zaradi NOB kot zaradi španske državljanske vojne zdaj odšli iz prostora, niso pa odšli iz spomina. Kakšno je zdaj reflektiranje v Sloveniji španske državljanske vojne? Tukaj mogoče lahko povem res samo moje mnenje in moje mnenje po videnih izkušnjah, pogovorih, recimo s sovrstniki, tudi z mlajšimi. Nekako je moje mnenje, da pravzaprav večina ljudi mlajših generacij sploh ne ve, da je do španske državljanske vojne prišlo. Kaj šele, da so tam bili v bistvu slovenski prostovoljci in nekateri tam dali tudi svoje življenje. Verjetno pri tem pomaga tudi, da pač v javnem življenju ne vidiš, ne slišiš prav zares dosti o španski državljanski vojni, predvsem na našem področju o tem se ne snema filmov, o tem se ne snema glasb, tako da kakor je tudi profesor že rekel, večina ljudi, katerim stojijo spomeniki, pa zraven piše še španski borec, ima veliko večjo težo zaradi njihovega udejstvovanja tekom druge svetovne vojne. Pravzaprav razen tega kulturnega doma, pa z veseljem me popravite, če se motim, ne vem za drugo stvar, ki bi bila direktno posvečena ali pa obeleževala slovenske španske borce, tako da moje mnenje je, da mogoče stvar prav zares v družbi ni najbolj prisotna, pa ima precejšno težo in bi bilo pravilno, da mogoče je malo bolj. Mogoče je problem tudi v tem, da recimo Mauthausen že gremo obiskat, Dachau, Auschwitz, v Španiji pa običajno ne gremo na kakšno bojišče ali kaj podobnega, kaj si šele recimo v tisti kompleks grobov. Najlepša hvala za pogovor, vam hvala za čas, ki ste si ga vzeli in prisluhnili najmemu pogovoru. Hvala lepa. Hvala še z moje strani. Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, las 3 de mañana. Dime dónde vas, morena, las 3 de mañana.